Sinagogo Maribor obiskujejo obiskovalci različnih starosti in med njimi je zlasti med šolskim letom tudi veliko šolskih otrok oziroma naših mladostnikov. Njih smo še posebej veseli, zato zanje pripravljamo tudi različne pedagoške programe, obenem pa se vključujemo tudi v izobraževalne programe drugih mariborskih kulturnih ustanov. Eden od tovrstnih programov je Kulturni dnevnik, ki so ga že precej let nazaj zasnovali sodelavci Narodnega doma Maribor. Sinagoga Maribor pa se v ta projekt vključuje vse od šolskega leta 2016-2017 naprej. Mišel, kaj je Kulturni dnevnik? Kulturni dnevnik abonma za učence Mestne občine Maribor, v katerem v bistvu učenci spoznajo celotno kulturno ponudbo mesta. Torej, da v 3 letih preko vseh dogodkov spoznajo, kaj vse se v Mariboru dogaja, kakšni vsi poklici na področju kulture obstajajo in tako naprej. Kdaj in kako je bil Kulturni dnevnik zasnovan? V bistvu je nastal Kulturni dnevnik za potrebe EPK-ja, Evropske prestolnice kulture 2012, ker so želeli ene programe, ki so celostno naravnani in da imajo še vpliv na mlade, da bojo potem tudi aktivni v kulturi, da spoznajo poklice, da spoznajo vse kulturne ustanove. In se je v bistvu za potrebe EPK razvil neki celostni pregled kulture, dediščine, umetnosti v mestu in se je razvil program, da učenci skozi Kulturni dnevnik potem spoznajo vse te poklice, vse ustanove, da spoznajo vse, kar je kulturnega v mestu in da so potem še aktivni v kulturi, ne samo tudi kot obiskovalci, ampak tudi, da jih zamika kakšen kulturni poklic. Kulturni dnevnik v Sinagogi Maribor zajema predstavitev za učence in ustvarjalno delavnico. V sklopu predstavitve se učenci seznanjajo s kulturno dediščino, s posebnim poudarkom seveda na zgodovini Mariborske sinagoge. Seznanjajo se s tem, kaj je kulturna dediščina, zakaj jo moramo negovati oziroma varovati in ohranjati. Potem se seznanjajo tudi z Mariborsko sinagogo kot tistim zelo pomembnim delom mariborske kulturne dediščine in pa seveda tudi z judovsko zgodovino Maribora in z judovsko kulturo in dediščino nasploh. V ustvarjalnici pa otroci nato ustvarjajo oziroma si izdelajo ali spominek z vezeno Davidovo zvezdo ali pa knjižno kazalo. Na tem knjižnem kazalu pa je tudi en poseben pozdrav, judovski pozdrav šalom, ki si ga morajo otroci spisati s hebrejskimi črkami. Koliko otrok je doslej že obiskalo oziroma bilo vključenih v Kulturni dnevnik? Zdaj, Kulturni dnevnik prva izvedba poskusno je že bila leta 2007 za potrebe EPK-ja, ko se je razvijal, tako da v bistvu že 16 sezon poteka in je do sedaj bilo vključenih več kot 12.000 učencev. Letos jih je 1400, malo več, in spoznali so, doživeli so več kot 1000 dogodkov v bistvu kulturnih preko Kulturnega dnevnika. Nadejamo se, da bo Kulturni dnevnik tudi v prihodnje pritegnil nove generacije mariborskih osnovnošolcev in seveda, da bodo ti z zanimanjem in otroško radovednostjo obiskali tudi Sinagogo Maribor.